Živijo. Etika danes in sicer o tem, kako je Slovenija postala država. Boste imeli pa danes več posnetkov, razdeljenih na krajše dele. Zato, da potem, ko si ogledate posameznega, rešujete kakšno nalogo v samostojnem delovnem zvezku, pa si ogledate posnetek, ki je v spletni učilnici, torej vmes. Ja? Okay. Najprej vam bom prebral izpoved, zgodbo ene gospe v samostojnem delovnem zvezku. Imate to na strani 31. Gospa Maja Sodja je zapisala: osamosvojitev, spomin učiteljice z Vrhnike. Prvo polovico šolskega leta 1990-91 sem preživljala doma ob skrbi za nekajmesečnega sina Miho. Po porodniškem dopustu sem se vrnila na delovno mesto enkrat v drugem polletju. Gospodarska in politična kriza v socialistični Jugoslaviji se je iz leta v leto večala. Že precej pred letom 1990 je prihajalo do mednacionalnih sporov, do kršitev človekovih pravic, do nasilnih zatiranj, s katerimi je oblast poskušala zaustaviti zahteve po spremembah v državi. Veliko je bilo opozoril Sloveniji, ki pa je bila s prvimi demokratičnimi volitvami aprila 1990 še vedno v okviru Jugoslavije, že sredi temeljitih priprav za samostojno in neodvisno pot. Seveda me je bilo ob vsem tem nekoliko strah, govorilo se je tudi o morebitni vojni. Moj oče, ki je bil zgodovinar, je trdil, da vojna zagotovo bo. Jaz pa sem še zmeraj verjela, da bo ostalo samo pri grožnjah. Res nisem pričakovala, da bo jugoslovanska vojska napadla del Jugoslavije. Zgodovinsko šolsko leto 1990-91 se je končalo z razglasitvijo samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Vsi smo se veselili, otroci prihajajočih počitnic, odrasli pa smo vneseno razpravljali o samostojnosti Slovenije. Vendar pa nizki preleti letal jugoslovanske vojske med prireditvijo ob razglasitvi samostojnosti 26. junija 1991 zvečer pred Cankarjevem domu v Ljubljani niso obetali nič dobrega. In res se je že naslednji dan, v zgodnjih jutranjih urah, začela 10-dnevna vojna za Slovenijo. Naša osnovna šola v kritičnih dneh ni stala križem rok. Na šoli so posodobili dokumente z področja obrambe in zaščite, na varnost spravili matične liste in ostale dokumente, predvsem fantovske populacije, ki bi jih agresor lahko s pridom uporabil. Veliko časa so porabili za pripravo in ureditev zaklonišča v šoli, ki lahko sprejme preko 100 oseb. Nekateri strokovni delavci so bili zaradi svojih znanj z področja prve pomoči, varnosti in zaščite v stalni pripravljenosti. Dežurstvo in varovanje objektov se je izvajalo neprekinjeno 24 ur. Zaklonišče je bilo res uporabljeno dvakrat. Ob letalskem napadu na Vrhniko 2. julija se je vanj zateklo okrog 100 bližnjih stanovalcev. Nekateri so ostali tudi čez noč. Tudi jaz sem si doma v kleti v majhnem prostoru pod stopnicami uredila zasilno zaklonišče. Vanj sem se dvakrat zatekla z obema otrokoma. Vojaška letala so v vojni za Slovenijo bobneče in tako nizko preletavala hišo, da sem bila vsa trda od strahu. Kaj bo sledilo, sem se spraševala. Vojna za Slovenijo je k sreči trajala le nekaj dni, v vojni za Slovenijo smo zmagali in tega sem neizmerno vesela. Svoje zapise je zapisala gospa Maja Sodja. Ok, še moji spomini. Jaz sem hodil, 7. razred sem končal. Ja. In tako kot je gospa zapisala, najprej smo bili ful veseli. Wow, zdaj bomo pa na svojem in bo ful lušno. Ampak naslednje jutro je res bilo, napad, vojna, skrb, vsak dan smo spremljali sporočila. Sporočila, iz medijev. Ni še bilo interneta, tako da. Ja, strah nas je bilo.
Mene ata ni pustil od hiše stran, niti slučajno nisem smel nikamor. Moj brat se je v tistem obdobju poročil, in sicer 29. junija 1991, torej med vojno. Nora izkušnja. Ja, ampak k sreči se je izteklo precej dobro. Ok, kako je nastala Republika Slovenija? Prebivalstvo na ozemlju današnje Slovenije je v preteklosti živelo v različnih državah. Od Habsburške monarhije, torej Avstrijskega cesarstva, do Avstro-Ogrske, pa po prvi svetovni vojni je večina tega ozemlja pol pripadala Jugoslaviji. Leta 1990 so se pa slovenski politiki zaradi politične in gospodarske krize, sistematičnega in vsesplošnega kršenja človekovih pravic in totalitarnega režima v Jugoslaviji odločili, da izpeljejo plebiscit, splošno ljudsko glasovanje o samostojnosti. In takrat so ljudje šli, dobili glasovnico. Plebiscit je bil 23. decembra 1990 in na glasovnici je pisalo: glasovnica za glasovanje na plebiscitu za odločitev, ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Vprašanje: ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država? Odgovor: da, ne. In potem so šli ljudje na referendum in so glasovali, seveda večinoma za samostojnost. Ok, zdaj pa pogledate prvi video posnetek v spletni učilnici oziroma prvo zunanjo povezavo. No, potem si ogledate še drugi posnetek, ki je na povezavi, in potem rešite prvo vajo v samostojnem delovnem zvezku na strani 32 in drugo vajo na strani 33.